Pandemija je globoko zarezala in spremenila delovne procese. Proizvodnjo v lanskem letu so tako glede na razmere prilagajali iz danes na jutri. Za tako velik sistem je bil to tudi ogromen logistični zalogaj. Kriza je povzročila, da so v koncu leta proizvedli nekoliko manj vozil, kot je bilo prvotno načrtovano. Vendar še vedno ugotavljamo, da so skupne proizvodne količine konec leta kar recimo zadovoljive. 140 tisoč avtomobilov smo izdelali. Ter s tem uspeli zagotoviti vsa vozila, ki so jih kupci od nas pričakovali, dodaja. Tudi v letošnjem letu nadaljujejo delo v dveh izmenah. Proizvodnja trenutno poteka nemoteno. To pomeni, da na dan izdelamo okoli 650 vozil v teh dveh izmenah in sicer imamo zdaj v proizvodnji 4 modele. To so Twingo, električni Twingo, Clio in Smart Force 4, električni prav tako. Novi predsednik uprave Renaulta Luca De Meo je v začetku leta predstavil nov strateški načrt delovanja skupine. Naša sogovornica nam potrdi, da v novem mestu Twinga ne bodo več proizvajali. In v tem načrtu je jasno opredeljeno, da sedanji model Renault Twingo po letu 2024 ne bo imel več svojega naslednika. Ali drugače povedano, Renault se umika iz razreda majhnih vozil, to je A razreda. Ta odločitev pomeni tudi, da bodo v Revozu deležni sprememb. Kakšne še ne vemo. Zadeva celoten ta strateški načrt je v fazi razširjanja, tako da konkretno, kaj to pomeni za našo tovarno, v tem trenutku ne moremo še povedati. Strogi varnostni ukrepi na celotnem območju tovarne veljajo od začetka razglasitve pandemije. Delavci v proizvodnji delajo z maskami. Med delovnimi mesti je zagotovljena varnostna razdalja, ki preprečuje osebne stike. V podjetju ugotavljajo, da se jim je takšen pristop v boju zoper koronavirus obrestoval, saj nemoteno poslujejo. Revoz zaposluje dobrih 2400 ljudi. Zmanjševanje zaposlenih glede na trenutna naročila ni predvideno, še dodaja Bašek Žildovičeva.